Danes v Pomurskem dnevniku. Podpis pogodbe za gradnjo nasipov na Muri. Akcija Osredotočiti se na cesto. Naj študentka Univerze v Mariboru. Mura pred tekmo proti Olimpiji. Vreme, jutri bo oblačno in deževno. Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, lepo pozdravljeni. V dvorcu Jeruzalem je bila včeraj podpisana pogodba s ponudnikom za izdelavo projektne dokumentacije za pridobitev soglasij za dograditev visokovodnega nasipa na reki Muri. Županja občine Ljutomer Olga Karba je včeraj v Prlekiji optimistično naznanila, da se vse steka v smer rešitve težav, ki jih imajo s poplavami ob Muri. Februarja letos so z Ministrstvom za okolje in prostor podpisali sporazum glede ureditve visokovodnih nasipov na območju občin Ljutomer in Veržej. Projekt bo financiran iz sredstev Evropske unije. Kaj je vplivalo na omenjene aktivnosti? Poplave leta 2005 so nam pokazale prve probleme na nasipih, potem leta 2008-2011 so bili sicer manjši pretoki, ampak smo spet imeli probleme in 2014 se vsi še verjetno spomnite, kakšne posledice in kakšne je bila visoka voda na reki Muri. Zaradi tega vsega in zaradi tega, ker smo do sedaj samo parcialno reševali, smo se odločili, da bomo celoten odsek sanirali. Zato smo se odločili, da na levi strani saniramo nasipe od Hotize pa vse gor do Petanec. Mezmes so odseki, ki so bili že izvedeni v času avtocestnega programa, predvsem od železniške proge do avtoceste na desni strani, na levi strani se je pa od železniške proge pa do avtoceste napravili. Ostali odseki na desni strani smo pa se odločili od Razkrižja pa vse do Veržeja in od avtoceste do Vučje vasi. Celotno ocenjena vrednost vseh del tudi od priprave projektne dokumentacije do izvedbe je 45 milijonov evrov. Kustec je še dejal, da jim je v interesu čim prej začeti z izdelavo projektne dokumentacije in odkupom zemljišč. Olga Karba pa je spregovorila tudi o ciljih projekta. Nekako se zavedamo, da bo ključno vlogo mogla odigrati tudi občina Ljutomer s svojimi sodelavci ravno pri spodbujanju občanov, oziroma mislim, da jih ne bo potrebno tako zelo intenzivno prepričevati, kaj bomo z podpisom teh služnostnih pogodb ali predpogodb seveda zasledovali, kateri cilj. Cilj, ki se bo zasledoval, je seveda da se pač zmanjša ta poplavna ogroženost za vse tiste, ki živijo ob reki Muri. Seveda bomo tudi s temi ukrepi prispevali k zaščiti človekovih življenj, tudi premoženja prebivalcev, tudi zmanjšali škode v primeru poplav. Izboljšali se bodo tudi pogoji za stabilno kmetijsko proizvodnjo, gospodarski in trajnostni turistični razvoj, ter ohranila se bo tudi bogata biološka pestrost območja znotraj inundacijskega prostora. Po javnem naročilu občine Ljutomer je bil izbran izdelovalec, ki bo pripravil projektno dokumentacijo in pridobil vsa obvezna soglasja. To bo po pogodbi izvedel za 660 tisoč evrov bruto. Sestali so se, da podpišejo pogodbo, na podlagi katere naj bi bil rok za dokončanje del 31. maj 2023. V okvirih sklenjene pogodbe bo izdelan izvedbeni načrt, pridobljena bodo vsa gradbena dovoljenja, izvedene geodetske meritve in premoženjske aktivnosti, pripravljeni bodo vsi potrebni elaborati ter ostalo. Pogodbo sta s podpisom tudi uradno potrdili ljutomerska županja in direktorica izbranega podjetja IS Projekt, projektiranje in urejanje voda Sonja Šiško Novak. Izvedba projekta, ki je vreden 12 milijonov evrov, naj bi bila končana do konca leta 2025. Čeprav je pred celotnim projektom veliko dela, pa je bil danes po besedah prisotnih storjen prvi korak. Danes je začela potekati vseevropska akcija Osredotočiti se na cesto. Namen akcije je ozaveščanje voznikov o nevarnosti uporabe mobilnih telefonov med vožnjo.
Takšnih primerov najdemo vedno več tudi v Pomurju. Akcija Osredotočiti se na cesto poteka vse do 22. septembra. Namen policistov pa v vsej Evropi je sporočiti voznikom, naj bodo raje osredotočeni na cesto in ne na telefon. Uporaba mobilnih naprav postaja vseevropski oziroma svetovni problem. Na cestah v Pomurju se vsaka peta prometna nesreča, katera se zgodi zaradi neprilagojene hitrosti. V vsaki sedmi je prisoten alkohol. Pomeni, da je še stalno tega preveč, da še stalno se obnašamo neodgovorno, da še stalno uporabljamo oziroma še stalno mislimo ali pa lahko mislimo, nam se pa ta nesreča ne more zgoditi. Ko se pa zgodi nesreča, je pa seveda, oziroma ko se zgodi neki prometni incident, je pa seveda to oziroma to pušča določene posledice. V tem času oziroma od današnjega dne pa do 22. septembra poteka obdobni načrt oziroma poteka evropsko usklajena akcija Focus on the Road, ali fokusiramo se na cesto ali pa svojo pozornost usmerimo na cesto, ki pomeni, da je največ ali pa najbolj pomembno, da se obnašamo oziroma da ne delamo nekih stvari med vožnjo, katere lahko vplivajo na naš odnos oziroma na samo naše obnašanje, ali kot je v zakonu zapisano, da ne uporabljamo naprav in opreme na način, da zmanjšuje našo voznikovo vidno in pa slušno zaznavanje. Vemo pa, da vsako takšno dejanje ali pa vsaki takšni postopek, katerega delamo med samo vožnjo, lahko močno vpliva na samo naše obnašanje, na naše reagiranje. Mariborska univerza je včeraj razglasila svoje najboljše študente, ki jih je tudi denarno nagradila. Gre za študente, ki se redno uvrščajo med najboljših 5% študentov in večina jih je tudi zaključila s samimi desetkami ter brezhibnim povprečjem. Najboljša študentka Mariborske univerze je mlada pravnica Živa Šuta, ki je ob zmagi prejela tudi 1000 evrov denarne nagrade. Že v drugem letu študija je začela raziskovati različna pravna vprašanja, od zaščite žvižgačev do nadzora nad delom policije. Po eni strani raziskovanje mi je dalo tisto širino, po drugi strani tekmovanja pa so mi dala neke izkušnje z javnim nastopanjem, z izpopolnjevanjem angleščine, tujih jezikov. Tretji uvrščeni na izboru za najštudenta Martin Domajnko je magisterij računalništva in informatike zaključil z brezhibnim povprečjem 10,0. Z raziskovalnim delom in strokovnimi članki se ukvarja predvsem s tehnologijo verižanja blokov. Najbolj znano je glede kriptovalut, ni pa to edin kos tega področja. Je veliko različnih stvari, kjer se lahko uporabljajo, tudi v kakih oskrbovalnih verigah, da se sledljivost vodi. Na izboru je sodelovalo 27 mariborskih študentk in študentov. Večina se jih lahko pohvali z večkratno uvrstitvijo med najboljših 5% v generaciji. Študijski uspeh sam po sebi ni dovolj, potrebno se je znanstveno, strokovno udejstvovati in pa seveda imeti čim več nagrad in obštudijskih dejavnosti. Tako uspešne študente pogosto vleče tudi v tujino. Letos najboljša študentka je zadnjega pol leta preživela na izmenjavi v Belgiji. Na tuje pa si želi tudi mladi računalničar. Ker sem še mlad, da še ta čas izkoristim, pa mogoče pogledam, kak je res v tujini, če je res boljše kot pri nas. Če pa ni, pa imam še vedno čas, nič ne izgubim, se lahko vrnem v Slovenijo, ker pri nas je tudi zelo lepo. Vodstvo univerze si prizadeva, da bi se čim več tako uspešnih študentov vrnilo v domovino in znanje delilo z drugimi. Prizadevamo in želimo si, da bi čim več študentov, ki dosegajo takšne rezultate, pravzaprav videlo priložnost tudi za nadaljevanje študija, pa seveda pozneje za prenos svojega znanja na mlade generacije. Z nagradami za študentke in študente, ki so jih podelili že 10-tič, želijo v Mariboru najboljše predvsem motivirati pri nadaljnjem izobraževanju, raziskovanju in delu. Jutri se bosta na Fazanariji pomerila Mursko-Soboška Mura in Ljubljanska Olimpija, ki je vodilna ekipa v prvi ligi. Ekipi sta se srečali že v prvem krogu, takrat je bila boljša Olimpija, tokrat pa navijači Mure pričakujejo novo zmago domačinov. Jutri se bo na Fazanariji ob 20:15 odvijal nogometni spektakel, saj v goste prihaja vodilna ekipa prve slovenske nogometne lige Ljubljanska Olimpija, ki je bila na prvem srečanju boljša od Prekmurcev z 2:0. Olimpija je letošnjo sezono začela odlično, saj je v 9 krogih zabeležila 8 zmag in le en poraz, medtem ko je Mura pri 3 zmagah, 4 neodločenih izidih in 2 porazih. Olimpija je zasluženo tukaj, je.
torej na prvem mestu. Ciklus 8 zaporednih zmag, to je v današnjem nogometu, v katerem koli prvenstvu izredno težko narediti. To kaže na kvaliteto, ki jo imajo, tako posamezniki kot ekipa. Je pa vseeno tako, da je neki splošen vtis, da niso tako dominantni v igri, kot so dominantni po rezultatih. Torej, predvsem rabijo statistično daleč najmanj priložnosti v ligi za doseganje zadetka. Torej, to kaže na izredno individualno kvaliteto v fazi napada, kjer lahko s 5-6 igralci v vsakem trenutku dosežejo zadetek in vsako najmanjšo priložnost tudi izkoristijo. Olimpija je v prejšnjem krogu izgubila prvo tekmo v novi sezoni, to pa je odlična priložnost za domačo Muro, ki je zmago nad Koprom dobila dodatni zagon. Vzdušje v ekipi Murašev je zelo dobro, a to bo potrebno dokazati tudi jutri na tekmi. Za konec pa še preverimo, kakšno vreme se nam obeta v prihodnjih dneh. Danes smo imeli oblačen in deževen dan s temperaturami okrog 14 stopinj Celzija. Opoldne smo v Krajinskem parku Goričko in Lendavi namerili 14, v Radencih in Murski Soboti pa 15 stopinj Celzija. Jutri bo oblačno, deževno in hladno. Meja sneženja se bo spustila do okoli 1600 metrov nadmorske višine. Padavine bodo popoldne slabele in do večera povsod ponehale. Na Primorskem bo pihala zmerna burja. Temperature bodo od 8 do 13, na Primorskem okoli 15 stopinj Celzija. Najnižje jutranje temperature bodo v severovzhodni Sloveniji, v Murski Soboti in Mariboru od 12 do 13, dnevne pa okrog 14 stopinj Celzija. V nedeljo zjutraj bo sveže in ponekod megleno. Čez dan bo deloma sončno, oblačnosti bo več na severu. V ponedeljek bo deloma sončno z občasno povečano oblačnostjo. Možna bo tudi kakšna krajevna ploha. Zjutraj bo ponekod po nižinah megla. Temperature v naših krajih se bodo zjutraj gibale od 6 do 14, čez dan pa od 14 do 19 stopinj Celzija. To smo za vas pripravili v današnjem Pomurskem dnevniku. Več informacij o dogajanju v Pomurju pa najdete na naši spletni strani www.tvideja.si. Ostanite v naši družbi in nasvidenje do naslednjič.